nič, kar se dogaja znotraj sistema, ni slučajno, samo plani se izvršujejo. Kakva je scena v Sloveniji? Naprimer, jaz se bom vrnil v Jugoslavijo. Se pravi, tu je obveščevalne službe, ki izvršujejo pač svoje naloge, ne, od svojih šefov, nadrejenih gospodarjev, ne, so več kot odlično opravile svoj posel. To pomeni, da so bili tako Kučan, tako Izetbegović, tako Milošević, čakaj, kdo je še bil, pa Tuđman, agenti CIA. Pa Kučanov Ivan Janša Lihtko. Čakaj, ne, on je bil, pa on je ja bil predsednik Saveza omladine Jugoslavije, ne moj. Ja. In mi zdaj imamo tu, mislim vi, ne, jaz sem zunaj sistema, vi imate tu predsednika, ki sploh ni predsednik, ampak je ta v bistvu, kako bi vam povedal, ne, direktor firme Korporacije Slovenija. Kako je prišel do te funkcije? Pa v Beogradu je Kučan kovčke nosil. Zdaj pa tako, zdaj bomo šli pa na drugo stvar, na genetiko. Noben vidni predstavnik sistema, zdaj se bomo osredotočili na Balkan, ampak to je vse prisotno po celem svetu. Ni slučajno na tej funkciji. A mislite, da ga je ljudstvo izbralo? Če bi volitve kaj pomagale, ne, bi bile prepovedane. Se pravi, vse je vnaprej skreirano. Tu tisti, ki ste zaposleni, plačajo vnaprej skreirana. Skreirana je tako, da vam ne zadostuje 14 ur trdega dela, da bi vi lahko živeli človeka dostojno življenje. Se pravi, zahteva od vas, da ste lastnina in suženj firme ali pa korporacije, v kateri ste zaposleni. Čist preprosto. In ti, ki vladajo, so dediči prejšnjih vladarjev. A razumete to? Se pravi, oni svojo krvno linijo držijo iz generacije v generacijo. Recimo Tito, pa on je bil sin služkinje in kralja oziroma cesarja na Dunaju. Ne? Če tako pogledamo, on je edini prišel v Belo hišo, pa prižgal cigareto, tako cigaro je on kadil, jaz pa tu cigareto, ne? In so mu vljudno rekli, ja, veste, mi pa tukaj ne kadimo, pa je rekel, škoda. On je rekel blagor vam, ne? On, če ne bi bil, recimo, krvni naslednik, pa tam bi ga zdesetkali. Ampak cesar ni bil nič kriv v službi, ne, da je v pamet spravil. Ne, glej, ker saj to bo vse razkrito, ne, ampak pustimo zdaj to, da ne zaidemo s teme. Se pravi, vsak predstavnik v javnem življenju, ki o čemerkoli pomembnem odloča, ne odloča na osnovi svojega zdravorazumskega sklepa, še manj pa, da bi kaj dobrega naredil ljudstvo. Se pravi, šele če ljudstvo izsili nekega predstavnika, da se odloči v dobro ljudstva, bo to naredil. To ste imeli zdaj za vodo, ne? Referendum za vodo. Vi ste z referendumom prisilili to mafijo, da je naredila v najvišje dobro vas. Se pravi, da so vse varnostno obveščevalne službe naredile študijo, preko agencij, preko ne vem česa še vse. Se pravi, njim bi se lahko stresli fotelji. Njim je interes samo obstati v fotelju in vsi oni so kot salama med zubmi. Zgoraj njihov šef, spodaj pa ljudstvo, ki jih jebe. Razumete? To je njihov status in položaj. In vsi so potomci prejšnjih vladarjev oziroma ljudi, ki so o nečem vitalnem, pomembnem odločali.